Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o tem, zakaj se dobrim ljudem dogajajo slabe stvari. In to bom razložil iz dve perspektive. Najprej iz perspektive zunanjega opazovalca. Mogoče poznate kakšne ljudi, kakšne osebe, ki se vam zdijo po srcu zelo dobre. Ljudi, ki so prijazni, ki nikomur nič slabega nočejo. Potem pa mogoče lahko vidite, da ravno tem ljudem se dogajajo največje težave. Takšni ljudje pogosto zbolevajo, se jim dogajajo nesreče, finančne težave, partnerski konflikti, hitro umirajo. Skratka, nikakor vam ni jasno, zakaj ne more Bog pustiti take dobre ljudi na tem svetu, da živijo čim daljše življenje, glede na to, da so tako dobrosrčni. In zakaj ravno tiste ljudi, ki so zlobni, ki so barabe, ki so kriminalci, ravno te slabi ljudje pa najdalj časa živijo in se jim na videz najbolj popušča. No, takšno dojemanje je lahko posledica tega, da ne vidimo vseh dejavnikov v življenju določenega posameznika, ampak vidimo samo določeno plat življenja neke osebe. Kajti ni tako, da so v življenju ljudje slabi ali dobri, torej da so nekateri samo dobri, da res nikomur nič slabega nočejo, nekateri so pa zlobni, torej da so naravno hudobni. Ampak vsak človek je mešanica nekih egoističnih nagnjenj, nekih sebičnih interesov in vsak človek želi drugim tudi v nekem smislu pomagati. Nekaterim se to seveda v družbi kaže bolj skozi povečano prikazanost teh dobrih lastnosti, nekateri pa v družbi kažejo bolj neke take slabe stvari. Ampak v bistvu je tako, da ni enega človeka, ki bi bil popolnoma dober, pošten, iskren. Zato, če nekoga označimo kot dobrega in da potem obupujemo glede tega, če se mu je kaj slabega zgodilo, dejansko je tako, da ne moremo popolnoma vedeti, kaj se dogaja v življenju nekega človeka, v njegovi notranjosti. Marsikdo tudi igra, lahko da je nek človek resnično pristno dober, ampak navzven igra igro nekega hudobnega človeka in to namerno. Ali pa obratno. Lahko da ima nekdo sebične interese, torej je v globini svoje duše zloben, navzven pa kaže podobo, si nadane masko nekega dobrega človeka. Potem pa še, če pogledamo iz druge perspektive. Recimo, da smo mi tisti, ki smo dobri, da samega sebe zaznavamo kot
zelo dobrega človeka, prijaznega, ki se drugim razdaja, ki je ljubezniv. Lahko, da se trudimo biti takšni, ampak lahko je v naši notranjosti določen razlog, zaradi katerega pa vendarle nočemo videti določenih stvari. To lahko povem tudi iz osebnih izkušenj, ko sem imel v preteklosti recimo dojemanje, da sem dobra oseba, da želim drugim samo pomagati. Potem pa sem ozavestil, da se z marsičem omejujem, da je to nek prevzet vzorec, neka strategija preživetja, ki sem si jo privzgojil skozi odraščanje v družini mojih staršev. In da nisem dojemal posledic vseh mojih dejanj. Da je bila tista definicija dobrote meni jasna samo iz moje perspektive, nisem pa razumel, kako določena druga dejanja vplivajo tudi na ostale ljudi v moji bližini. Enostavno se je torej definirati kot dobro osebo, biti pošten, skromen, ampak po drugi strani pa to, da želiš drugim dobro, ne pomeni samo nekega dobrega občutka v odnosu do samega sebe, da si v sebi miren, da nikomur ne želiš nič hudega, ampak pomeni tudi pogum in notranjo moč, da se človek dvigne in kategorično postavi po robu vsem škodljivim dejavnikom na tem svetu. Torej, eno je biti dober v smislu biti skromen, se odmakniti od problemov. Druga stvar je pa, da se zavedamo, da tudi za svojo pasivnostjo in dopuščanjem škodljivih stvari prispevamo k temu, da se trpljenje na tem svetu še naprej nadaljuje. Tisti ljudje torej, ki želijo biti dobri in pomagati drugim, se morajo torej naučiti tega, da premagajo svoj strah, da presežejo svojo ozkoglednost, da se nehajo smiriti samemu sebi in da se notranje opolnomočijo, da postanejo čustveno stabilni. Potem pa, da se povežemo med sabo v skupino enako mislečih ljudi in da začnemo sistematično, praktično, fizično izboljševati razmere na tem svetu. Kajti lahko imaš dobre namene, ampak veste tisti pregovor, da pot do pekla je posejana z dobrimi nameni. To pomeni, da nekaj je tisto, kar mi mislimo, da delamo dobro, nekaj drugega je pa lahko, kaj so dejansko posledice naših dejanj na druga živa bitja, ki si jih večinoma ne zavedamo. Zato je potrebno neprestano, navzkrižno preverjanje dejanskih posledic naših dejanj in da širimo svoje zavedanje, da dobimo širšo perspektivo realnosti tega sveta. Da začnemo raziskovati, kako ta svet dejansko deluje. Da začnemo spoznavati naš delovanje naših miselnih in vedenjskih vzorcev. Samo na ta način bomo lahko
ozavestili, kaj so tisti skriti zlobni nameni, ki jih še vedno dopuščamo v sebi, neko nemoč, neka sebičnost, in da te stvari potem presegamo sistematično. In to je kar zahtevno delo, ki naprej zahteva natančno razumevanje delovanja uma in samega sebe, potem pa aktivno očiščevanje miselnih vzorcev. In zato, da bi ljudje to čim hitreje dosegli in učinkovito realizirali, se je pripravil odlični spletni tečaj oziroma serija spletnih tečajev. Uvodni tečaj je brezplačen, imenuje se DIP Lite in vsem ga priporočam, da ga začnejo delati in da spoznajo delovanje uma in pridobijo učinkovita orodja za očiščevanje miselnih vzorcev. Povezavo do tega tečaja pa najdete v opisu tega videoposnetka. Vabim vas torej, da resnično, iskreno, globoko pogledate v samega sebe, pogledate, kaj vas še zadržuje nazaj, glede tega, da bi se dvignili in postali res pristen, dober aktivist na tem svetu in da se pridružite naši globalni razvojni skupini Destiny, kjer pripravljamo praktične rešitve za notranjo in zunanjo družbeno-politično preobrazbo, da bomo čim prej naredili ta svet najboljši za vse. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.